Na treningu si gradiš samozavest, sigurno igranje, čim več minutaže. Goli pa asistence pridejo sami. Na to ne moreš vplivati, čim več minutaže, s tem si gradiš samozavest. Je sigurno od momenta odvisno. Mi tako ne vemo, kaj se dogaja za nami v življenju, no. Lahko je kakšna situacija in meni se zdi, da je še zmeraj dosti ljudi odgovori bolj površinsko, pač v redu sem in dalje. Še posebej po moje, če so kakšni slabi rezultati, mogoče to vpliva na to. Sigurno zjutraj, ko priješ, vprašaš med sabo, kako si. Večinoma krat ti tako si odgovorijo v redu, tudi če mogoče si lahko bolj zaprt v sebe, odgovoriš zaradi tega v redu, pa si ne upaš reči, ne, nisem v redu, Sigurno je tudi to dobrodošlo od soigralca. Soigralci si praktično vsak dan skupaj, po več ur. Da imaš kakšne težke rezultate, težko obdobje, je ta podpora še bolj pomembna. S tem, da daš, ne vem, da daš gole, da na tekmah, ne vem, če ne dobiš gola, da zmagaš, sigurno si bolj samozavesten. Tudi da te soigralci, da te spodbujajo, da te trener spodbuja. Sigurno pa je najbolje, da si na treningu gradiš samozavest. Sigurno igranje, čim več minutaže. Goli pa asistence pridejo sami. Dokaj pozno, ampak takrat, ko sem šel prvič v Švico, takrat je bilo nekaj, da mogoče pa sem res dosti dober, da lahko od tega tudi mogoče živim. Mogoče je bilo takrat tudi malo slabše obdobje za mene, ampak ponavadi v športu je treba, jaz govorim, narediti 2 koraka nazaj, da lahko pol enega naprej. In mislim, da je to zelo pomembno, no. Takrat sem bil res še mlad, to je bila ena zelo lepa izkušnja, ko sem šel v tujino in upam, da sem še enkrat vrnil tja. Težko mi je bilo, sigurno. Prvi mesec mi je bilo zelo težko, tudi jaz sem dosti navezan sem na dom. Priznam, jaz sem jokal vsak dan. To je bilo le 5 ur stran od tle z avtom, ampak si v drugi državi med nepoznanimi ljudmi. Tudi jaz nisem govoril italijansko, nemško in se je bilo tudi malo težje privasti na to. Sigurno je bila zelo pomembna. Z mamo sem govoril vsak dan praktično. Sigurno je ta podpora dobrodošla. Da ne gre. Zato ker sigurno je to ena dobra izkušnja, mogoče tudi za naprej, za celo življenje. Pa tudi, če se nazaj vrneš v Slovenijo, imaš še zmeraj cajt iti ven, pa se iz tega nekaj naučiti sigurno.